Jelena, zdravo. Živja. V Kalčku, v eko-oazi zdrave prehrane, se pogovarjava o živilih, ki so dobra in blagodejna za ledvice, ki so povezane s tem, kako deluje naša ščitnica. Kaj nam lahko svetuješ? Ja, v bistvu je tako, da posebej zdaj v tem zimskem času, tudi po tradicionalni kitajski medicini, je to obdobje, ko moramo bolj paziti in ščititi naše ledvička. In to počnemo na tak način, da poleg prehrane, ki jo bom potem omenjala, ki je najboljša za naše ledvice, je tudi to, da ne smemo preveč intenzivno športati, ker to tudi negativno vpliva na delovanje ledvic in izčrpava nadledvično železo. Ne smemo biti veliko pod stresom, to sta ključna dejavnika. Kar se pa hrane tiče, vsa polnovredna hrana, veliko različnih stročnic, hrana recimo, ki je take bolj črne barve, kot je črni fižol, črna leča, črna redkev, hrana, ki je majčkan slana, ampak ne preveč slana. Potem recimo živila, ki nas tudi pogrejo, so zelo dobra, pa tudi vključno z različnimi začimbami, tudi kakšna kurkuma, ingver, to lahko v tem času dodajamo cimet. Potem recimo vsa druga črna hrana, črne barve, recimo tudi kakšen semen, črni sezam je tudi zelo dober za ledvice, pa recimo sadje, zelenjava, karkoli tazga, kar je polnovredno. Poleg tega pa lahko so tudi kakšni čajčki, ki so zelo dobri, vse, kar vsebuje dejansko veliko silicija, ker silicij krepi delovanje ledvic. Proso je zaradi tega eno tako žito, ki nam zelo pomaga pri regeneraciji ledvic. Poleg tega pa seveda tudi veliko tekočine. Zelo pomaga, da v tem času ne uživamo recimo tople vode z limoninim sokom, ki ga ponavadi tako priporočajo, pa ga pijo zjutraj, to lahko šibi ledvice. Lahko to pijemo popoldne. Si naredimo eno tako limonado in damo na 1 litro limonade, si naredimo ali pol litre, pa damo malo limoninega soka, pa še pol čajne žličke himalajske ali morske soli. To bo krepilo ledvice v tem času. Seveda lahko tudi užijemo kakšne čajčke, ki so zato dobri, kot je čaj iz preslice, delamo kakšne kopeli iz preslice in na tak način si pomagamo. Hvala lepa.